Ko razmišljate o šoli, najbrž razmišljate tudi o tem, ali boste imeli službo, kdaj boste popolnoma samostojni in ali boste živeli v hiši. No, najnovejša raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je pokazala, da mladi čedalje dlje ostajajo doma, tako na severu Evrope kot v Sloveniji. Če se bo število mladih, ki živijo pri starših, še naprej povečevalo, bodo od 6 mladih z osnovne šole Toneta Čufarja čez 12 let samo 3 živeli samostojno. Predstavljam si recimo, da bi študirala, pa bi bila med študijem še pri starših, pa bi se pa rada odselila. Ne bi živela pri 30 letih še pri starših zaradi tega, ker se mi zdi, da si potem manj samostojen. Ne bi si želela, ampak možno pa je, glede na to, da ni služb. Število mladih, ki živijo pri starših, zlasti moških, se v Evropi od začetka gospodarske krize povečuje. V 4 letih se je število mladih do 30. leta, ki živijo doma, povečalo za 4 odstotke z 44 na 48. Meni se zdi, da je boljše, če si samostojen. Pa če ima starše starejše, pa potrebujejo pomoč, je pa fajn, da skupaj živiš. Dobra stran je pa tudi mogoče to, da hiša ni toliko prazna, ne. V Evropi se je delež mladih, ki živijo pri starših od začetka gospodarske krize leta 2007 najbolj povečal na Madžarskem za 36 odstotkov. Slovenija je na 2. mestu te lestvice, pri nas se je delež povečal za 21 odstotkov, tako da zdaj doma živi najmanj 85 odstotkov mladih. Imajo službane in se ne morejo odseliti. Tudi strokovnjaki menijo, da tako velik delež mladih živi pri starših, ker nimajo služb in si ne morejo privoščiti svojih stanovanj. Opozarjajo, da podaljševanje bivanja doma slabo vpliva na občutek odraslosti in je ovira na poti v samostojno odraslo življenje.